Vrnimo se v obdobje pred našim štetjem, v čas, ko so na tukajšnjih tleh še živeli Rimljani. Vsako jesen se kmetje s praznovanjem veselijo dobre letine. S tem se zahvaljujejo bogovom, se jim priporočajo za dober pridelek v naslednjem letu in jim darujejo hrano in živali, pogosto gosi. Ker je praznik tako razširjen in priljubljen, se ohrani tudi s prihodom krščanstva in se danes imenuje po škofu Martinu. Martin se je v začetku 4. stoletja rodil v Porabju na ozemlju današnje Madžarske, kjer še danes živijo zamejski Slovenci. Je sin častnika rimske vojske in ko se vojski pridruži tudi sam, ga pot zanese v Galijo. Legenda govori o tem, kako tam na hladno zimsko jutro sreča berača. Ta se Martinu zasmili, ker pa pri sebi nima ničesar, kar bi mu lahko dal, prereže svoj topel vojaški plašč in mu ga podari polovico. Kmalu zatem se da krstiti in opusti vojaško službo. Živi skromno, zaradi česar je pri ljudeh zelo priljubljen. Cerkev ga razglasi za škofa, vendar se vernikom bojda skrije med goske, a ga te izdajo z gadanjem. Ta legenda je le ena izmed povezav z Martinovo gosjo, eno glavnih prazničnih jedi. God svetega Martina je 11. novembra, na dan njegovega pogreba. Ta ljudski praznik je torej star že več kot 2000 let, šele kasneje pa so ga poimenovali po skromnem škofu Martinu, ki se je zavzemal za uboge in revne.